Slovenski demokratski stranki predlagamo vladni koaliciji, da ne sprejme rebalansa proračuna za leto 2009, ki se obravnava na tej seji Državnega zbora. Mislimo, da bi bila to še najmanj slaba rešitev. Za ta predlog obstajajo tako tehnični kot vsebinski razlogi. Tehnične je posredovala sama vlada, ko je dan pred obravnavo rebalansa sporočila, da so se makroekonomske napovedi za letošnje leto, ki so bile podlaga za predlog tega akta, bistveno spremenile in številke, o katerih razpravljajo in odločajo poslanci, v teh dneh enostavno ne držijo. Sprejemali bi, če bo o tem glasovano, nekaj, kar nima nobene zveze z realnostjo. Vsebinski razlog, ki pa je bolj bistven, pa je v dejstvu, da vlada ob tem, ko napoveduje padec gospodarske rasti za alarmantne 4%, predlaga povečanje javne porabe za 17%. V lanskem letu, ko je bila gospodarska rast približno 4%, smo sprejeli predlog proračuna za leto 2009, ki je prav tako temeljil na pozitivni gospodarski rasti. Vlada je sedaj, ko so napovedi bistveno drugačne, tudi januarske so bile drugačne, predlagala za 17% večjo porabo kot v lanskem letu. Se pravi, v letu, ko se je napovedovala praktično ničena, zdaj pa celo negativna in to 4% gospodarska rast, se predlaga povečanje javne porabe za 17%. To je skregano z vsako normalno ekonomsko logiko. Če bi si sposodili besednjak katerih članov vlade, bi lahko ta rebalans imenovali ne protikrizni in še manj razvojni, ampak plenilski, ker gre enostavno za povečanje postavk, ki izhajajo iz medsebojnih zavez in obljub same koalicije po volitvah. Potrebno bi bilo selektivno zniževanje javne porabe, ne povsod enako. Namesto tega pa je pred nami praktično popolnoma neselektivno povečevanje javne porabe. Tehnično in vsebinsko bi bilo najmanj škode, da koalicija ne sprejme tega rebalansa in v skladu z napovedmi, ki so jih predstavili v začetku tega tedna, predlaga novega v čim krajšem času in da v tem novem upošteva tudi vsebinsko spremenjene razmere. Opozarjam tudi na to, da je Slovenija zadnje 2 dni prvič, odkar obstaja, v situaciji, ko uradne napovedi kažejo, da bo razvoj začela zaostajati za Evropsko unijo. Slovenija od osamosvojitve naprej, ko je začela relativno nizko, vsako leto dosegla nekoliko hitrejši gospodarski razvoj, oziroma nekoliko hitrejšo gospodarsko rast, kot je bilo to značilno za povprečje Evropske unije, in smo tako iz nekaj več kot 70% prišli na 90% povprečje razvitosti Evropske unije v lanskem letu. Ko sem spredajal mandat mojemu nasledniku, gospodu Pahorju, mi je on izrazil skrb v tem smislu, da bo verjetno deležen preveč krivičnih primerjav, ko bo šlo za gospodarsko rast in druge makroekonomske kazalce, glede na to, da je bil prejšnji mandat zaznamovan z nekim gospodarskim sponom, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v večjem delu Evropske unije, in da bi bilo na nek način krivično primerjati samo številke. Jaz sem ga takrat spomnil, da obstaja relativni cilj, to je biti za 3% točke boljše od Evropske unije, po katerem se lahko od leta 2004 meri uspešno vsake vlade. In ta cilj je objektiven, ta kriterij je objektiven, je primerljiv vedno. Torej, če je Evropska unija v vzponu, potem mora biti Slovenija tukaj za 3% točke hitrejša. Če je Evropska unija v recesiji, potem mora biti ta recesija za 3% točke, oziroma ta negativna rast za 3% točke
v Sloveniji manjša kot pa v Evropski uniji. Ker smo v tem stopili še v evroobmočje, so možne tudi te primerjave, ki pa bistveno teh razmerij ne spremenijo. Torej opozarjam na to, da se je moralo nekaj bistveno spremeniti, če smo zdaj prvič nekaj dni v situaciji, ko se uradne prognoze Evropske unije in Slovenije na nek način striže v tem smislu, da grozi ne samo počasnejše ujemanje razvite Evrope strani Slovenije, ampak grozi celo zaostajanje. To je stvar, ki bi mogla vse zelo skrbeti.